Pozdravljena Slovenija, pozdravljena kot mati. Ob slovesih in prihodih, ko me vabiš, ko zavračaš, ko sem v tvojih medrih in ko hrepenim po tebi, ko praznuješ in uživaš, ko žaluješ in trpiš, ko si revna, ko bogata, ko si bolna, ko si zdrava, ko si sama, ko smo skupaj, v sreči in nesreči. Pozdravljena Slovenija, v nikoli strtem upu. Pozdravljena, pozdravljena, včeraj, danes, jutri. Toni Gundner. Dober dan. Danes z veseljem praznujemo 30 let osamosvojitve Republike Slovenije. Hoy nos reunimos para celebrar el 30º aniversario de la independencia de la República Eslovenia el pasado 25 de junio. Vsi poznamo tisočletno hrepenenje lastne države, da bi postali sami svoji gospodari. Zaradi velikosti in kraja, kjer Slovenci živimo, je bilo to zelo težko. Naši politiki in duhovniki so vztrajali in vcepljali narodu domoljubje in končno smo po referendumu leta 1990 več kot 90% Slovencev glasovali za suverenost Republike Slovenije. Con un fuerte aplauso recibimos las banderas de ceremonia. Stoje zapojmo slovensko in argentinsko himno.
Dobro jutro, dame in gospode. Dobro jutro, prijatelji. Z velikim veseljem praznujemo prvih 30 let neodvisnosti Republike Slovenije. Slovenija je zdaj mlada republika, ki gleda na svet in je integrirana v evropsko skupnost, ter prikazuje vse naše vrednote oblikovane i v skoraj 1500 letih. Vrednote spoštovanja, empatije, solidarnosti, volje, ljubezni, pravičnosti in z neodvisnostjo
se pobrati občutek svobode. Svobode, ki so želijo vsi ljudi. Ista želja po svobodi, ki je nas, naše stare starše, pripeljala v to radodarno Argentino. Smo semena, posejana v tej deželi, ki v svojem bistvu ustvarjajo veliko srce, to hrani občutke dveh držav in praznuje to svobodo in neodvisnost. Pot je bila dolga skoraj 1500 let, polna poražov in zmag, ki so hodile z roko v roki z Cirilom in Metodom. Brižinskimi spomeniki truvarjajo Biblijo, Valvasorem, Franz Prešernom, skupaj s otroki, mladimi in starejšimi. Zaradi vsega tega proslavimo neodvisnost Slovenije z Zdravljico. Žive na vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Verojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed pomeljak. Queridos amigos, con mucha alegría festejamos estos 30 años de la independencia de la República de Eslovenia. Eslovenia es ahora una república joven que mira al mundo y se integra desde la Comunidad Europea, mostrando todos nuestros valores forjados desde hace solamente 1500 años. Valores de respeto, de empatía, de solidaridad, de honestidad, de amor y de justicia. Y con la independencia está hermanado el sentimiento de libertad. La libertad que todos los pueblos desean. El mismo deseo de libertad que nos trajo a nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, a esta Argentina generosa. Somos semillas sembradas en esta tierra que traen en su esencia construir un corazón grande que albergue las dos patrias, festejando esta libertad e independencia. Fue un camino largo, repleto de derrotas y victorias, caminando tomados de la mano con Ciril y Metoda, Brzezinski y Spomeniki, la Biblia de Trubar, Valvasor, Franz Prešeren, niños, jóvenes, mayores. Somos parte. Por todo esto festejamos esta independencia de Eslovenia con un brindis y decimos: vivan todos los pueblos que ver el día anhelan, brille do brillar el sol, que ponga fin a las guerras, sean libres los hombres, con el prójimo apacibles. Te saludo, Eslovenia, te saludo como madre, en las despedidas y en las llegadas, cuando me invitas, cuando me rechazas, cuando estoy en tu pecho, cuando te añoro. Stane Gemens, socio y miembro activo de la sociedad eslovena desde sus inicios, fue testigo en el año 1991 en Eslovenia de los acontecimientos que marcaron los inicios formales de la Declaración de la Independencia. Escuchamos en su nieto Marian sus recuerdos de ese momento.
kje sem bil pa jaz leta 1991. Bil sem v središču dogajanja. Dogodke v tistih zločinnih dnevih našega osvobodjenja sem doživel intenzivno. Na ta svet sem bil rojen leta 1930, na Ražici pri Velikih Laščah. V letih moje mladosti so bili težki časi, vojne in revolucije, veliko strahu in trpljenja in malo lepih spominov. Ko so se po svetu razmere nekoliko ustalile, umirile, smo v Sloveniji preživeli kalvarijo. Po letih begunstva sem se naselil v Argentini. V Mendozi se trudimo že več kot 70 let ohranjati otok slovenstva. Veliko let smo upali in pričakovali, da se bo domovino tresla jarma in svobodno zadihanja. To je delno dosegla leta 1990, ko se je s plebiscitom napravila uspešen korak. Tekot let sem čakal večkrat pisal domov, da bi šel na obisk, pa mi je sestra odgovarjala, da še ne. V začetku leta 1991 mi je sporočila, zdaj pa lahko prideš. Kdo je dal pobudo za ustanovitev Svetovnega slovenskega kongresa, ne vem. O ustanovitvi in namenu nisem veliko vedel. Društvo Slovencev v Mendozi je prejelo povabilo od Zedinjene Slovenije iz Buenos Airesa za udeležbo na kongresu v Ljubljani. Na predlog našega društva sem sprejel ponudbo, da zastopam mendoške Slovence. Potoval sem v Buenos Aires, da se seznamim s programom in namenom našega potovanja. Profesor Tine Vivod, predsednik Zedinjene Slovenije in obenem voditelj argentinske delegacije na kongres, mi je dal nekaj pojasnil, navodil, nekaj tiskovin in propagand in nasvidenje v Ljubljani. Po ureditvi dokumentov smo se prvi dni v juni podali na pot. Iz Mendoze smo potovali 4, moja žena Marija, njen brat Martin Majda in njegova žena Marija Jelovšek. Najprej smo z letalom pristali v Santiago, Čile, nato nadaljevali polet do Toronto v Kanadi, tam presedli na drugo letalo do Milana v Italijo, nadaljevali potovanje z vlakom do Trsta, od tam iz Siberijanom do Ljubljane. V Sežani smo 5. junija prestopili mejo, takrat še v Jugoslavijo. V vlaku ni bilo potnikov, peljali smo se samo vi 4. Ko se nam je približal sprevodnik, smo ga vprašali, kako je v Ljubljani. Nič nam je odgovoril, skomihnil in z razmeri se nekoliko nasmehnil. Bilo je vse zelo skrivnostno. Ob 3 zjutraj je vlak ustavil v Ljubljani. Ko smo izstopili, smo se po 45 letih objeli sorodniki, ki so nas veseli sprejeli in zapeljali na Rašico, domov. V domači hiši je sestra Ani živela sama. Z njo smo preživeli 6 tednov zelo intenzivno, pot v osamosvojitev. Slovenija je preživljala dneve negotovosti in velikih odločitev, še vedno pod nadzorom diktature in domačih terencev. Do nas, ki smo se vračali, nezaupljivi. Sosedi in sorodniki so se bali stika z nami. Sestra mi je kmalu po prihodu dejala, da je še pred 14 dnevi hodil po vasi Priležnikov Jože, vaški terenec, heroj osvobodilne fronte. Z revolverjem v roki se ustanovil pred našo hišo in vpil, enega vam vse pospraviti. Drugi dan po naši vrtitvi je prišla vest. Prilesnik je ustrelil ženo in sam sebe, ki je za posledicami umrl. Obupal je na svojem prepričanju. Po nekaj dneh smo dobili stik z argentinsko delegacijo. Začeli so se razgovori in zborovanja. Zadnje dneve pred razglasom samostojnosti smo se sestajali voditelji Ljubljanskega svetovnega slovenskega kongresa za pregled in dopolnitev statuta. Z nekoliko dobre volje je sprejemanje posameznih predlogov potekalo zakladno vse do predloga argentinske konference.
Dr. Božidar Darfin je predlagal, da naj vnese v statut, da se je Slovenska domobranska vojska tudi borila za dobrobit slovenskega naroda. Tega pa zapotniki Ljubljanske konference niso hoteli sprejeti. Diktatura še ni popustila. Zadnje zvarovanje pred javno razglasitvijo samostojnosti smo imeli po popoldanskih urah v Cankarjevem domu. Do nenadenega zaključka je prišlo, ko je nekdo prišel v dvorano in vbil: vi tukaj govorite, zunaj pa se streljajo. Tako smo končali. Ko smo prišli ven, smo se res slišali nekaj streljav. Z ženo sva šla hitro do avtomobila, ki se ga imel na Kongresnem trgu. Vračala sva se domov že med barikadami, ki so jih teritorijalni navijaških križiščih postavljali. Zvečer smo po televiziji spremljali razglas o samostojnosti slovenske države, javni nastop slovenske vojske, zamenjavo slovenske zastave brez rdeče zvezde in poslušali Kučanov govor. Naslednji dan, 27. junija, je Svetovni slovenski kongres nadaljeval s pripravljenim programom. Kongresnih zasedanj se je udeležilo 12 konferenc iz raznih držav. V ves razročnik nas je bilo 270 članov. Ljubljanska konferenca je pripravila zelo širok program, večkrat po več prireditev istočasno. Glavna komisija je razpravljala o gospodarstvu, vzgoji, kulturi, financah, tisku in tako dalje. Organiziranih je bilo več razstav, izletov, koncertov in drugih kulturnih prireditev. Glavna prireditev je bila 27. junija v Cankarjevem domu. Predsedoval je voditelj argentinske konference profesor Tine Vigo, navzoči so bili ves odbor Ljubljanske konference, predsednik nove države, gospod Milan Kučan, župan Ljubljane, gospod Strgar, nadškof Alojzije Šuštar, profesor Alojzije Peterle, minister Gular, gospa Spomenka Kriver in inženjer Brezigar. Vsi imenovani so pozdravili vse navzoče in z izbranimi besedami zdravili novi slovenski državi. Nastopil je tudi Ljubljanski orkester, ki je slovensko s pesmijo proslavil dogodke. Pesem Spomenke Kriver govorila je o ljubezni domovine, treba je premagati strah, uporabiti sile duha in srca in v tej usodni uri stati vsak na svojem mestu. Naslednji dan smo imeli skupno kosilo v Omonski kleti. Srečanje vseh delegacij, veliko poznanih, 6 taboriščev v Špitalu v Avstriji. Po toliko letih in tako odločilnih dogodkih je bilo srečanje enokratno že doživeti. Zvečer, ko sem prišel domov, me je pa po telefonu poklical moj svak Martin. On je stanoval pri sorodnikih vasi pod Krvavcem. Prvi objekt, ki je jugoslavska armada bombardirala, so bile radijske in televizijske antene na Krvavcu. Ljudje so se neposredno bližili, so bili prestrašeni. Svetoval bi je, da bi šli se za nekaj dni v Avstrijo. Če bi zaprli meje, bi nam onemogočili vrnitev. Nihče ni vedel, kakšen bo konec. Zmenili smo se, da se naslednji dan ob 10 dobimo na trgu pred stolnico v Ljubljani. Prosil sem svaka Toneta, da bi naj upeljal. Ob napovedani uri pridemo na trgu, bil je prazen. V bližini trgovini sem vprašal, če so videli kakšni ljudi na trgu. Žena v trgovini mi pravi, 2 može sta stara tamle. Pripeljali so s policije, jih naložili in odpeljali. Kam? Svak Tone je sodeloval pri teritorijalni in imel poslanstvo pri policiji. Pravi nama, ostanite tukaj, čakajte, da se vrne. Kmalu so se vrnili vse 3. Avto, ki nas bo upeljal v Avstrijo, je čakal v parku Tivoli. Do tam smo šli v 8 vrsti, v 10-metrski razdalji. V centru mesta je bilo prepovedano druženje.
Naložili smo se v avto in zapeljali na Gorenjsko cesto. Po 46 letih po isti cesti skozi Ljubljanski predor v Avstrijo. Prvo noč smo prespali v železni kaplji pri sorodniki Martinove žene. V hiši je bilo že več ljudi, ki so prišli iz Slovenije. Prostora je bilo malo. Zjutraj sva se z mojo ženo odločila in se z vlakom peljala v Celovec. Pri Moholjevi sva se vprašala za stanovanje. Gospodična nam pravi, da je že vse zasedeno. Potem me pa pokliči in mi pravi, da je še eno stanovanje prosto na Vetrijskem polju. Dala mi je naslov. Iz taksijem sva se peljala tja. Kakšna usoda? Po toliko letih in isti kraj. Kraj žalostnih spominov. Kraj nezmernega trpljenja. Na zemljo napojeno s solzami slovenskih mater, žena in deklet. O kraj Vetrin, begunskih dni spomin. Imel bom čas za obuvanje spominov, za molitev, za premišljevanje, za zahvaljevanje slovenskim učencem. Na tem kraju sva se zadnjika objela z bratom Janezom v slovo. Od tukaj so odhajali tisoči slovenskih domovrancev, izdanih in prodanih na 30 srebrnikov. Poslali so bili v zadnji boj, brez orožja. Sprejeli so poslanstvo, darovali so svoje življenje za domovino. Bog je sprejel njih daritev in jim naklonil krono mučenistva. To mučenistvo je Bog spremenil v blagoslov. Ko se je začel rušiti Berlinski zid in začel propadati komunistični sistem, se je slovenski narod združil, še nekoliko tako, in z plebiscitom skoraj enoglasno zahteval samostojno Slovenijo. Hočemo biti svoj gospodar na svoji zemlji. Po 1000 letih je slovenski vladar sedel na gosposvetski prestol, simbol slovenstva. To slovensko samostojnost v teh dneh razglašamo in sporočamo vsem svetu. Živela samostojna Slovenija! Cuando celebras y gozas, cuando estás de luto y sufres. Većina od nas se še spominjamo, kako smo v Mendozi na cesti demonstrirali naše veselje in našo prošnjo, da Argentina prizna Slovenijo kot samostojno republiko. Jože Šmon je bil tiste leta predsednik Društva Slovencev v Mendozi in se tako spominja na one dogodke. Kratko bom povedal moje spomine na 30-letnico osvoboditve Republike Slovenije. Čas pred, med in po osvoboditvi. Leta 1988 sem obiskal Slovenijo skupaj s ženo in v mesecu maju sem se nahajal na Kongresnem trgu. Bila je množična manifestacija. Sprašujem, zakaj se gre, ker so aretirali 3 novinarje revije Mladina. Ta revija je bila zelo kritična do vlade, kako vozi naprej politiko. Eden od teh je bil Janša, sedanji predsednik vlade. Konec leta 1990 leta se je vršil plebiscit, v katerem so se Slovenci odločili za postati neodvisna država.
Tudi v Mendozi smo zbirali polje in podpisali, da se odpovemo Jugoslaviji in hočemo postati pravi Slovenci. Čeprav nismo imeli juridične, pravne vrednote te podpise, ampak pri nas je nastal novi zagon za Slovenijo, nova pripadnost naših rojakov in tako smo kar 500 podpis nabrali. Ta dogodek plebiscita je pomenilo, da več kot 90% Slovencev se je odločilo za samostojno državo. Zvedel sem naslednji dan, 26. junija, ko me je klical stric iz Domžal, pa je povedal, Slovenija je že samostojna. Tako da zdaj moramo obraniti in da bo priznana po celem svetu kot neodvisna država. Zbrali smo se odborniki društva, pa razni prijatelji, da smo organizirali manifestacije po sredi mesta Mendoze. Tako da smo predstavili našo podporo in tudi želeli, da bi Argentinci sprejeli to željo po samostojnosti. Tako od tam smo šli v časopis Los Andes in smo prosili, naj objavijo to reklamo našo, da podprejo to zadevo. Drug način smo uporabili tudi pri občini mesta Mendoze, ker takrat je obnavljala trge, ceste in tako naprej, smo predstavili načrt, da bi naredili in da bi občina nam pomagala postaviti trg Republike Slovenije. To je bilo komplicirana zadeva, končno smo to lahko upeljali in 30. novembra se je otvoril trg za navzočnostjo župana in pa škofa Metoda Pinja. Naslednje leto nas je obiskal predsednik vlade Lojze Peterle z velikim uspehom, smo ga sprejeli z veseljem in zahvalili tudi on nas za vse, kar smo tukaj napravili, ker smo tudi naš delež pripomogli k tej osvoboditvi. Končam s tem, da želim tudi Slovencem, prijateljem, Argentincem in vsej Sloveniji mnogo let in ostali Slovenija zdrava za vsa leta naprej. Bog te živi. Cuando eres pobre, cuando eres rica, cuando estás enferma, cuando estás sana, cuando estás sola, cuando estamos juntos, en la fortuna y en la desdicha. Valentina Šmon, bivša učenka slovenske šole, nam bo podala misli, kaj ji pomeni Slovenija. ¿Qué significa para mí Eslovenia? Cuando el sol sale en la mañana y te despierta con uno de sus finos y dulces rayos. Pensar que ese es el mismo sol que ilumina aquellos frondosos pinos y rojos claveles, el mismo que madura la uva y las flores de un tilo. Pensar que esa brisa que me acarició el rostro alguna vez pueda ser la misma que empuje las olas del mar Adriático para salpicar las rocas de las playas donde la gente se enamora. Pensar que ese aroma que se siente todas las navidades cuando las abuelas sacan una dulce pizza del horno pueda ser el mismo que se sienta en Eslovenia. Y el día que yo quise esos suelos
esa paz que me transportan mis abuelas al hablar de su patria, cuando sienta sus perfumes primaverales, cuando pise esas intensas nevadas y observe esos hermosos paisajes, podré presenciar esos sentimientos que tan anhelosamente cada uno de los corazones eslovenos de dormir profundo. Te saludo, Eslovenia, con la esperanza nunca rota. Te saludo, ayer, hoy, mañana. Od nas do človeka, do domovine in države naših prednikov je temelj, na katerem gradimo društvo in njeno duhovno blaginjo. Domoljubje, ki smo večkrat pokazali, ga moramo prenesti v naše naslednje rodove, zato se moramo vsi prizadevati. El amor a la patria eslovena, a nuestras raíces, es un valor profundo que debemos transmitir con orgullo a las nuevas generaciones. Za zaključek, otroci naše šole bodo z veseljem pozdravili slovensko državo za svoj 30. rojstni dan. Stoje in v tišini poslovimo zastave.
No, seremos el próximo programa.